Dobro jutro oziroma dobrodan ali večer, če tole poslušate z zamikom ali z kakega drugega konca sveta. Torej, dobrodošli v novi epizodi Antikviza 1984. Morda si je pa Orwell predstavljal prav njega, ko nam je predstavljal velikega brata. Živjo, Ajda. Pozdravljen, Tadej, in tudi vsi ostali, seveda. Ja, 1984 je leto, ko se je prav na današnji dan rodil Mark Zuckerberg. In sva ga skupaj z njegovim prvim otrokom, bi lahko rekli Facebookom, nominirala za glavni lik v tokratnem Antikvizu. Sva ga dodala za prijatelja. Mimo grede, Facebook mesečno uporablja 3,1 milijarde ljudi, Instagram, ki je zdaj tudi v lasti Mete, pa približno oziroma se bliža milijardi in pol. Ja, Ajda noče biti prijateljica s faliranim študentom Harvarda, ki torej nastopa v tokratni epizodi Antikviza. Vse gre po ustaljenih pravilih, 5 jih imamo, podatkov od njih iščemo tistega, ki ne drži. 014752202, tole so podatki o Marku Zuckerbergu. Prvi. Ko se odločite, da vam gre na Facebooku nekdo na živce, ga lahko blokirate, razen če to Mark Zuckerberg. Njega kot edinega na svetu, vsaj na Facebooku, še ne morete. Drugi podatek, Beast je ime madžarskemu ovčarju Marka Zuckerberga, na Facebooku ima 2,3 milijona sledilcev. Tretji podatek pravi, Mark Zuckerberg je poliglot, med drugim zna latinsko, hebrejsko, starogrško, francosko in mandarinsko kitajščino. Četrti podatek, za Facebook stran Marka Zuckerberga skrbi oziroma jo moderira 12 ljudi. Ja, in še peti, zadnji podatek, ki pravi, Facebook uporablja modro barvo zato, ker je Mark Zuckerberg barvno slep in ne loči med zeleno in rdečo. 014752202, kateri od podatkov o našem prijatelju Marku Zuckerbergu ne drži? Mark Zuckerberg, človek z največ prijatelji na svetu. Miha je eden njegovih prijateljev. Miha, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nimam Facebooka. Niste. Nimate Facebooka? Ga nimate več ali ga nikoli niste imeli? Imel sem ga pred 10 letih, potem pa za 1-2 leti potem pa. In mi je bilo brezvezno. Saj veste, da Ajda zdaj dela vaš starostni profil. Miha, kaj pravite, kateri od podatkov o neprijatelju ne drži? Mogoče bi rekel, da lahko tega še enkrat ponovimo za 12 ljudi. Nisem čisto dobro razumel. Ja, da njegov Facebook profil oziroma njegovo Facebook stran, torej od Marka Zuckerberga, skrbi oziroma jo moderira 12 ljudi. Okay. Dajmo pa mogoče tega. Se vam zdi veliko, malo, neverjetno? Mogoče veliko. Veliko? Rekla sva 3,1 milijarda ljudi uporabnikov Facebooka brez vas. Ja, skratka, ko pišejo te objave, jih seveda ne piše sam, ali pa pretežno ne sam, biti morajo prijazne, vesele, nikakor ne neprijetne ali žaljive strani tudi, kot smo rekli, PR sporočilo za več kot 3 milijardno skupnost, na kateri se predstavljajo nekatere novosti platforme, tako da Zuckerberg objavi 360-stopinski video prvih korakov svojih hčere in tako naprej. In kot je poročal Bloomberg, je za Facebook podobo šefa
vsaj včasih skrbela ekipa vsaj 12 ljudi, od komunikatorjev, PR-ovcev, potem so tukaj še lektori in bog ve kakšni vse še profili. Cela ekipa moderira objave, fotografira oziroma objavlja fotografije, videe in tako dalje. Aktualiziranih podatkov sicer danes o tem ni, je pa verjetno še vedno za tem cela vojska ljudi, ki skrbi nekako za popoln Facebook profil in imidž svojega šefa, ki je gotovo boljši kot njegov imidž v realnem življenju in vsaj potem se ne razlikuje od večine zemljanov, torej da imamo bolj spolirana spletne osebnosti kot pa tiste v živo. No, sploh pa Zuckerberg po zadnjih približevanjih ideji Trumpovega pogleda na svobodo komuniciranja ni zelo priljubljen. Ja, tako, torej biti mora ravno prav generičen in ravno prav oseben, da se zdi privatno javen. Ja, in zato zares skrbi ducat ali celo več ljudi. V redu. Hvala, Miha. Hvala vam, nasene. Lep teden. Srečko. Ja, dober dan, dobro jutro, lep pozdrav. Ja, tudi vam. Vi ste na Facebooku? Ugibam, ne. Niste? Več. Ne, več. Zdaj, ko je taka gužva gneča s 3 milijardami in več, ne? Več zasebnosti. Tako, pa predvsem več časa in miru. Pa smo tam. Ja, treba čas naredi svoje. Glejte, jaz bi ugibal, pa mislim, da poliglot pa se mi zdi, da naj ne bi bil, no. Zakaj ne? Ja, ne vem. Ta imidž v resničnem življenju ga predstavlja kot nekoga, ki ni zelo razgledan ali pa vsaj ne ceni znanosti oziroma znanja. Dobro, gre vse skupaj, grščina, hebrejščina, starogrščina, to so mandarinska kitajščina. Mandarinska kitajščina. Poročenje s Kitajko. Vse kitajskega rodu. Ja, kitajsko-vietnamskega, ja. No, še celo to. Ok, ajde ima kitajsko-mandarinščino, lahko govori za ostalo, pa mislim, da ne hebrejščina presteta zadeva. Ampak drži, Mark Zuckerberg je poliglot. Čeprav je faliran študent Harvarda, tako. To me ne moti, ja. Sam zase pravi, no, ampak mu je pa uspelo priti na Harvard, ne? Tako da nekaj je za tem. Je predoktoriral, da je rečno. Tako. No, sam zase pravi Mark Zuckerberg, da vsaj bere in razume latinsko, starogrško in hebrejsko, to slednje, zato, ker je tudi sam delno oziroma je judovskega porekla, govori pa tudi francosko in v mandarinščini je pred leti v Pekingu tudi predaval. Učil se je intenzivno tega jezika 7 let, tedaj je že omenil vsaj enega od razlogov, ne, mislim, predvidevava. Ja. Ženo Prisilo Chen, ki ima, kot si rekla, kitajske in vietnamske starše, od leta 2011 skupaj po neki logiki sklepanja je verjetno to razlog, zakaj se je začel učiti še mandarinščino, ne. Srečko. Ja. Sem vesel, no, pa čestitka njemu tudi, nekako ja. To mu lahko pa na Facebooku, oziroma bi mu lahko, če bi ga imeli, ne? Zato ga pa še kar precej intenzivno uporabljamo. Upam, da tudi te štrajo, da so že prej diplomirali. Hvala lepa za možnost. Lep dan. Srečno. Pavle, dobro jutro. Dobro dan. Dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro. V redu, kaj še so ostalo? 3 so vam še ostali. Ostali so še, da ga Zuckerberga kot edinega na svetu ne morete blokirati na Facebooku. Potem je ostal njegov madžarski ovčar Beast, ki ima 2,3 milijona sledilcev na Facebooku, pa ostale še modra barva Facebooka, ker je Zuckerberg izbral modro zato, ker je barvno slep in ne loči recimo med zeleno in rdečo, ki bi bile še 2. Ja, prvo sem pomislil, da bi se da tega zaradi barvne slepote, ampak se sem odločil za ta prvega. Dobro ste se odločili. V režiji mahajo, vedeli smo. Ja, prav imate. Ja, drži ta del, ne, da lahko na Facebooku blokirate ali odstranite, odprijateljite, odsledite vsako osebo, firmo, karkoli že.
od septembra 2017 tudi Marka Zuckerberga. Je pa nekaj let dejansko potekala debata, ker je sistem javil, če ste ga želeli torej pred letom 2017 ga blokirati, da this profile cannot be blocked. Torej, tega profila ta hip ni mogoče blokirati. No, pri Facebooku so zdaj to napako oziroma bug, kot so temu rekli, odpravili in lahko blokirate tudi šefa. Uradno so pa to novico objavili sredi decembra 2017, prej pa to res ni bilo mogoče zaradi napake v sistemu. Tako so rekli, ja. Pavle, čestitke. Čestitke. Hvala. Se boste zmenili v režiji z Borisom, glede podatkov in vsega ostalega, ne pa se slišimo v priložnosti spet. Hvala za klic. Hvala. Lep dan. Ja, greva najprej k tej modri barvi. Greva najprej k modri barvi. No, dajva. Ja, lahko. Zuckerberg je v več intervjujih povedal, da je pred leti opravil test, kjer so ugotovili, da je zares delno barvno slep, torej ne loči med rdečo in zeleno barvo. Mu je pa najbolj všeč modra barva. Ki jo vidi? Tako tudi zaradi barvne slepote, ker ravno pri modri zaradi tega vidi najbolje oziroma je ta barva zanj najbolj polna, ker vidi vse njene odtenke. In zato je pretežno modra tudi Facebook. Je pa zanimivo, da so pred kakim letom na Facebookovi uslužbenci začeli uporabljati, kako bi rekli, svoj intranet profil Facebooka, ki je pa rumene barve. Ja, tudi šef ga zdaj uporablja rumenega, čeprav je stavil najprej na modro. Tako. Morda bo pa nekoč rumen, če bo še. In še en podatek nam je ostal o živali, ki ima več sledilcev, kot ima Slovenija prebivalcev. Ja, to Madžarski ovčar pasme Komodor z imenom Beast, torej zver, hišni ljubljenček Marka Zuckerberga. Ja, ima svoj profil na Facebooku z 2,3 milijona sledilci. Imel jih je tudi svoj čas že blizu 3 milijone, za profil pa skrbita Zuckerberg in njegova žena, prej omenjena Priscilla Chen. A brez 12 pomočnikov. Brez 12 pomočnikov. To je v bistvu to so neuradne. To je osebni profil Marka Zuckerberga. To je bolj osebnejši profil Marka Zuckerberga. Na njem včasih redno, danes pa malo manj redno objavljata fotografije tega svojega belega kužka, kakšno zanimivo dejstvo o njem, denimo, da je bila, oziroma o družinskem življenju tudi, recimo, da je bila prva beseda njune hčere Maksim oziroma Max, dog oziroma pes. In ta dog ima torej dejansko več kot 2 milijona sledilcev. Ja, no, stvari o bistvu verjetno zdaj že psu precej v letih, pa zakonca objavljata tudi, ali pa predvsem na Instagramu, kjer pa sicer nima Beast svojega profila, je pa verjetno del pozornosti oziroma velik del pozornosti namenjen zdaj Marka Zuckerberga tudi ostalim produktom Mete. Tako. Da tako rečemo. Morda še strneva tale antikviz, odgovorno vprašanje, ali o Zuckerbergu zdaj vemo več, kot on ve o nas, je verjetno še vedno Nikakor ne.